Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studia, kjer tokrat gostimo predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca. Lepo pozdravljeni in dobrodošli torej v našem studiu, gospod Erjavec. Ja, lep pozdrav in seveda hvala za povabilo. Vaše povabilo seveda velja, ker se v soboto prične že 54. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Kot vsako leto, tudi letos tradicionalno svež. Ja, res je, to je že nekako ustaljen slogan tega sejma, kar pomeni, da smo vedno, tradicionalno pomeni, da smo tradicionalni v tem prostoru in da imamo tradicionalne vsebine. Svež pa zato, ker imamo tudi vedno nove, sveže vsebine. No, kot sem dejala, 54. letos že po vrsti, tudi letos ogromno vsebin, strokovnih posvetov, različnih predstavitev, tako da je bila organizacija tudi tega verjetno kar težavna oziroma, bom rekla, dolgotrajna. Ja, mi običajno tak sejem, kot je Agra, začnemo pripravljati takoj po enem sejmu, to se pravi, ko bomo zadnji dan sejma zaprli 54. Agro, bomo začeli pripravljati 55. Agro. No, sicer pa za lažjo predstavo, kaj vse ponuja Agra, si mi naredimo neko razdelitev sejma, ki je nekako v 5 sklopih, in sicer so tu komercialne razstave kot ene pomembnejših seveda za preživetje sejma. Potem so tu strokovne razstave, ki so najzahtevnejše. Potem so tu strokovni posveti, predavanja, okrogle mize. Potem so tu obsejemske zadeve, torej dogodki. Eni so strokovne narave, to so ocenjevanja, letos jih je bilo kar 7. In pa obsejemski dogodki, ki so povezani z družabnostjo in tudi tekmovalnostjo. No, letos kar 1798 razstavljavcev iz 30 držav, kar ni majhna številka. Ja, letos je, mislim, da kar rekordno število razstavljavcev, tudi rekordno število tujih držav. Seveda glavno pozornost ima država partner, to je Madžarska. Seveda poleg Madžarske pa imajo državne predstavitve tudi še Belorusija, letos prvič, pa seveda že tradicionalno Srbija z avtonomno pokrajino Vojvodino, pa Hrvaška z županijami, Zagrebško županijo prvič in županijo Sisak, in pa Međimursko županijo in pa država Poljska. No, kot ste sedaj omenili, gre namreč za 25. obletnico zamejstva, ki jo boste obeležili na sejmu Agra, vendarle pa ste letos posebno pozornost namenili tudi Mednarodnemu letu stročnic. Ja, letos je Mednarodno leto stročnic in na sejmu smo hoteli tudi to nekako obeležiti, kajti stročnice so pomemben del prehrane. Tako da bo na sejmu veliko vsebin tako na razstavnem delu, kjer recimo bo v vzorčnem nasadu zasajeno kar veliko število vrst različnih stročnic. Kmetijski inštitut bo recimo predstavil kar 70 različnih vrst stročnic, v genski bazi pa jih ima preko 1000. No, seveda pa bodo stročnice prisotne tudi na strokovnih posvetih. In kot ste rekli, 25 let samostojnosti Slovenije bo obeleženo tako na eni strani z zamejskimi Slovenci, ki bodo nastopili že na dan otvoritve, in pa seveda minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponuja okroglo mizo na temo 25 let samostojnosti Slovenije, kjer želi seveda prikazati uspehe, verjetno tudi kak neuspeh, in pa nasploh stanje v kmetijstvu po 25 letih samostojnosti in ne nazadnje tudi seveda kar 12 let sobivanja z Evropsko unijo.
No, v preteklih letih smo večkrat govorili o tej finančni krizi, ki se je pojavila v svetu, pravzaprav tudi v Sloveniji, gospodarska kriza, ki se je poznala verjetno tudi pri organizaciji takšnega sejma, kot je sejem Agra. Kaj opažate sedaj? Smo prestopili tisto stopničko in gledamo bolj vedro v prihodnost? Ja, moram reči, da na samem kmetijskem sejmu, torej na Agri, te krize nismo čutili tako, kot se je ta kriza čutila recimo v nekih drugih branžah, kot recimo gradbeništvo, pa komunala, energetika in tako naprej. Tako da mi smo kar, bi rekel, brez posebnih prask preživeli to krizo in danes pravzaprav nihče ne govori o krizi, ampak veliko več se govori o nekih perspektivah. Recimo na področju kmetijstva se danes veliko govori o kmetijski strategiji do leta 2020 in seveda z ozirom na to, ker se tudi podpore v kmetijstvu niso bistveno spremenile, pravzaprav kmetje in pa vsi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, vidijo to prihodnost, kar bi rekel, svetlo. No, tudi obiskovalcev je bilo lani okoli 120.000, kar tudi ni zanemarljiva številka. 120.000 obiskovalcev je kar veliko. Ja, je veliko in jaz mislim, da ravno kriza je tudi ena priložnost, da recimo sejem ljudje izkoristijo kot neko priložnost za spoznavanje nekih novih idej, za iskanje nekih novih priložnosti, tudi nenazadnje za iskanje nekih idej, kaj bi recimo jutri lahko počeli, s čim bi se lahko ukvarjali, kje so tržne niše in tako naprej. Tako da vedno so recimo neke krize pomembne tudi za nek zagon, novi zagon, za neko novo energijo. Seveda ne smemo obupati, ne smemo krize vzeti kot neko nerešljivo zadevo, ampak moramo krizo vzeti kot neko priložnost za neko iskanje nekih novih idej. No, že pred samim sejmom pa ste izvedli številna tekmovanja. Tukaj lahko omenimo, da boste na sejmu, da se bodo podelila tudi priznanja vsem tistim, ki so bili najboljši na teh tekmovanjih, kar tudi ni zanemarljivo, saj enemu pridelovalcu oziroma tistemu kmetu, ki se ukvarja, ne vem, s prašičerejo, pomeni veliko, da dobi eno priznanje. Ja, tudi to, da je letos bilo na teh ocenjevanjih več izdelkov, da je sodelovalo več proizvajalcev, kaže na to, da ljudje ne razmišljajo o krizi, ampak da je neko pozitivno vzdušje. Mi smo letos imeli kar 7 strokovnih ocenjevanj, oziroma eno je še pred nami, torej tisto, ki bo zadnji dan oziroma dan pred začetkom sejma. In seveda na teh ocenjevanjih je bilo ocenjenih blizu 1200 različnih izdelkov, produktov. 350 različnih proizvajalcev se je prijavilo na ta različna ocenjevanja in pokazalo se je to, da medalje dobljene v okviru teh strokovnih ocenjevanj veliko pomenijo za same proizvajalce, za same izdelovalce teh proizvodov. Vedno bolj pa se te medalje uveljavijo tudi na tržišču. In jaz mislim, da tudi potrošniki gledajo, predno dajo kaj v košaro ali kakšen je izdelek in ali ima tudi kakšno priznanje, tudi priznanje Agra. No, ob tem pa lahko omeniva tudi razstavo Slovenski Oskar za embalažo. Tudi to bo v okviru sejma Agra. Ja, tudi ocenjevanje embalaže, to je sicer vsako drugo leto, bienalno, Gornja Radgona in Pomurski sejem organizira natečaj za Slovenski Oskar za embalažo.
in tudi tukaj smo že razmišljali, da bi to tekmovanje opustili, ampak vedno znova smo presenečeni, da številni proizvajalci kljub temu želijo imeti ta priznanja, želijo tekmovati, želijo videti, ali so njihovi izdelki, torej embalaže, tehnično in tudi oblikovalsko dovolj zreli za tržišče. V svojem nagovoru v prospektu sejma Agra ste zapisali, da je Agra že vrsto let največji gospodarski, strokovni in politični dogodek v Sloveniji in tudi širši regiji. Tudi v tem času od sobote naprej pa do četrtka lahko pričakujemo verjetno v Gornji Radgoni tudi državnike, tudi visoke goste, ki bodo prišli na sejem. Ja, lahko potrdim, da je sigurno Agra največji gospodarski, tudi komercialni in politični dogodek, ne samo v Sloveniji, ampak v širši regiji. Namreč tovrstnega sejma takšnih dimenzij ni od Verone do Budimpešte in od Rida do Novega Sada, in v tem prostoru pravzaprav živi preko 20 milijonov ljudi, in če jih 5% od tega se ukvarja s kmetijstvom, je to 1 milijon. In seveda ne računamo, da bomo imeli na tem sejmu 1 milijon obiskovalcev, ampak nagovarjamo pa te obiskovalce, ki jih seveda vabimo, in verjamem, da imajo vsi kaj za videti in tudi kaj za kupiti. Ne samo domači obiskovalci, kot ste sami povedali, veliko je tudi tujih obiskovalcev iz sosednjih držav. Ja, mi seveda nagovarjamo v prvi vrsti seveda slovenske obiskovalce iz te regije. Seveda pa veliko pozornosti zadnja leta posvečamo tudi obiskovalcem iz sosednjih držav, še posebej Avstrije, Madžarske in Hrvaške. No, sejem Agra pa je velika priložnost tudi za podjetnike, obrtnike lokalnega prebivalstva, kajti v teh 6 dneh, kot sva povedala, veliko obiskovalcev pričakujete. Lansko leto jih je bilo 120 000, kar pomeni, da s pomočjo Agre živijo tudi lokalni podjetniki. Ja, sejem je tudi po mednarodnih kazalcih je gospodarski dogodek, na katerem v bistvu 20% tega zaslužka pripada sejmu, 80% pa ga ustvarijo ostali deležniki v tem prostoru in pa v tem projektu. Tako da jaz mislim, da je tak sejem izredno pomemben v gospodarskem smislu, seveda za celotno regijo, za gostinstvo, za turizem, za servisne storitve in tako naprej, ki ali priznajo ali ne, imajo od takega dogodka velike koristi. Že prej ste omenili, da je tale sejem dostopen širši publiki. Prav zato ste verjetno tudi organizirali sejemski avtobus že nekaj let. Ja, mi skrbimo že vrsto let za tako zvano zeleno mobilnost. To pomeni, da bi želeli, da bi čim več ljudi prišlo na sejem z javnim prevozom. Žal nimamo železnice, ki bi bila usposobljena. To upam, da bomo v prihodnosti tudi doživeli, tudi mogoče železniško povezavo z sosednjo Avstrijo, kajti v tem primeru bi lahko pripeljali obiskovalce sejma tudi iz Graca do Gornje Radgone, seveda zdaj pa bi lahko z železnico pripeljali na relaciji Ljubljana-Gornja Radgona, ampak zato si pomagamo z avtobusi. Tudi letos smo organizirali avtobusne prevoze iz Ljubljane do Gornje Radgone in seveda nazaj z posebnimi popusti, pa tudi iz Murske Sobote in Lendave in Ljutomera, tako da obiskovalci lahko pridejo tudi z javnim prevozom na sejem, ob tem pa dobijo še poseben popust ob prikazu
vozovnice, avtobusne vozovnice na blagajnah, bodo dobili še poseben popust. No, vsak dan pa vabijo Agrina kuhinja s pokušnjami, Agrine tržnice z nakupi različnih dobrot iz slovenskih kmetij, tako da se dogaja marsikaj. Pravzaprav v nedeljo je tisti dan, ko se bodo poskušale jedi v Agrini kuhinji. Ja, Agrina kuhinja deluje ves čas sejma, je v novi hali letos. Mi smo letos veliko investirali tudi v infrastrukturo, od kanalizacije do vseh mogočih inštalacij, predvsem internetne povezave. Seveda zgradili smo in obnovili številne hale, tako da bo tudi Agrina kuhinja letos v novi prenovljeni hali. Poleg nje bo tudi tržnica kmetijskih proizvodov in seveda pa bodo proizvodi na degustacijo in tudi na drugih štandih, tako da bodo tudi razstavljavci, ponudniki živilskih proizvodov ponujali različne specialitete, predvsem pa tiste tipične slovenske jedi. Tukaj je tudi državno sekaško tekmovanje. Ja, državno sekaško tekmovanje sodi v sklop tistih obsejemskih dogodkih, kjer se ljudje lahko tekmujejo, lahko tudi učijo, kajti ne bo samo sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ampak bodo tudi prikazi, kako delati varno z gozdarskimi stroji, predvsem z motornimi žagami. Seveda bo pa veliko poučnega tudi v gozdni učni poti, ker bodo dobili mladi in tudi malo starejši pogled v to, kakšna drevesa rastejo pri nas, in tudi zakaj lahko vse ta les, ki ga pridobivamo iz naših gozdov, uporabimo. No, v soboto je torej otvoritev sejma, ki traja do četrtka. Kdo bo odprl sejem? Poleg vas? Ja, letošnji 54. sejem Agra odpira predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Miroslav Cerar. Seveda pa na sejmu, na sami otvoritvi ne bo manjkalo tudi drugih pomembnih ljudi. Namreč minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že dan pred sejmom organizira v Mariboru ministrsko konferenco evropskih kmetijskih ministrov in številni ministri bodo izkoristili to tudi za ogled sejma in za prisotnost na otvoritvi. Pa seveda številni drugi, od diplomatskih predstavnikov do gospodarskih atašejev različnih držav. In seveda pomembni so tudi predstavniki slovenskih inštitucij, kot je Zadružna zveza, Kmetijsko-gozdarska zbornica in številni drugi. No, že prej ste omenili, da bo kmetijski minister imel jutranje kave vsak dan, tako da bo prisoten na sejmu vsak dan. Ja, tako je. Minister je tudi predsednik programskega odbora sejma in seveda to vlogo jemlje zelo resno in jaz mislim, da je to tudi dobro za kmetijskega ministra, kajti na nobenem drugem dogodku ne more srečati toliko neposrednih proizvajalcev, toliko tistih, ki vsakodnevno seveda se ukvarjajo s kmetijstvom in potrebujejo tudi njegove nasvete ali navodila. No, odgovore na številne vprašanja bodo dobili tudi kmetje in tudi vsi, ki imajo kakršne koli težave ali jih karkoli zanima v zvezi s kmetijstvom. Ja, preko 100 različnih strokovnih posvetov in okroglih miz se bo zvrstilo na sejmu in tisti, ki bodo hoteli dobiti res strokovne nasvete, bodo seveda obiskali kakšnega od teh posvetov ali pa vseh verjetno ne morejo. In seveda tisti, ki pa bodo konkretno hoteli pogovor z ministrom, pa je to priložnost na jutranji kavi. Kaj pričakujete morda od letošnjega sejma? Ja, letošnji sejem računamo, da bo pokazal tudi nekako usmeritve za prihodnost.
kajti mi vedno na sejmu, ki traja, iščemo nove izzive, nove pobude in ta sejem nam bo pokazal, kako, v kateri smeri moramo delati naprej. Seveda je veliko odvisno od obiska sejma. Mi bi si želeli, da bi ta sejem obiskalo tudi več mladih, ki seveda imajo svojo bodočnost pred sabo in iščejo, kaj bi počeli v življenju, in na sejmu bo veliko takih priložnosti in seveda od njih bomo dobili verjetno tudi kakšen novi odgovor. No, že prej ste omenili, da ste letos poskrbeli za posodobitve, veliko je bilo vlaganj, morda, če na kratko ob koncu povemo še nekaj o tem, kaj vse ste postorili na Radgonskem sejmišču. Ja, letos je Gornja Radgona dobila glavni kolektor in čistilno napravo in to smo seveda morali izkoristiti tudi na sejmu, tako da smo vse naše sanitarne vozle povezali z javno kanalizacijo, tako da je bilo že okrog tega zelo veliko dela. Morali smo priključiti našo kanalizacijsko omrežje na javno kanalizacijo in s tem seveda tudi popraviti številne asfaltne površine. Zelo veliko smo naredili na izboljšanju zunanjih razstavnih površin, smo veliko površin na novo asfaltirali. Zgradili smo eno montažno halo in zdaj v času priprav montiramo še par novih montažnih hal, ki jih seveda po sejmu ponovno porušimo, ne. Seveda pa smo veliko dela letos vložili v posodobitev interneta, kajti, če se spomnimo nazaj, nekaj let nazaj, so razstavljavci želeli na svojih razstavnih prostorih telefone. Danes praktično nihče več ne naroči telefona, ampak vsi hočejo imeti internetno povezavo in tu smo letos vložili veliko naporov, da bo vsakdo, ki bo na sejmu imel razstavni prostor, imel tudi to internetno povezavo. No, v teh dneh pa še vedno potekajo tiste zadnje priprave. Ja, zdaj seveda so na vrsti razstavljavci, ki postavljajo svoje razstavne prostore, si urejajo te razstavne prostore in seveda mi pa s svojimi službami pomagamo, da je ta ureditev čim bolj tekoča, da seveda tudi dobijo vse tisto, kar so predhodno naročili. Ob koncu pa še morda malce bolj šaljivo vprašanje, kakšno vreme ste naročili? Ja, vreme bo. Torej, mi smo na sejmu vedno optimisti in vedno je na sejmu pravo vreme. Če dežuje, je tudi dobro za sejem, kajti kmetovalci takrat, ko dežuje, doma ne morejo delati in lahko pridejo na sejem. Seveda je najlepše, če po noči dežuje, podnevi pa je lepo. In potem je tudi verjetno največ obiskovalcev. No, kakorkoli že bo, srečno torej od sobote naprej, naj bo uspešno. Hvala. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, da ste bili v naši družbi.